Lep pozdrav iz našega Kinezološkega centra v Ljubljani. Danes je poleg naj izviratan najin gost Gregor Sobočan, vodja Kettlebell centra, tudi večkratni svetovni prvak v Kettlebell liftingu. Enkratni? Okay. Veliko ljudi te povezuje tako predvsem s kettlebelli, ampak mi se nismo odločili, da bi bil najin gost zgolj zaradi te teme, ampak tudi v bistvu zaradi svojega dela na področju kondicijske priprave, pa tudi tako zaradi svojega prispevka k športu in vsega skupaj. Mogoče, če bi čisto za eno uvod malo povedal v bistvu, kako si sploh pristal v kettlebell liftingu. Takrat verjetno kettlebelli niso bili ravno najbolj prepoznavna stvar pri nas, danes jih vidimo praktično v vsakem gymu. Pa kako je šla potem ta tvoja pot iz kettlebella v svet trenerstva in vse skupaj? Začel se je tako, da sem jaz igral rokomet, pa da sem iskal še neko alternativo k treningom, ki smo jih že imeli. Se pravi, imeli smo kar dobrega kondicijskega trenerja, ampak se mi zdi, da sem izčrpal vse, kar so nam tam pokazali, pa sem hotel narediti en korak naprej in bolj po prebiranju literature, predvsem vzhodne literature, sem naletel na kettlebelle in potem se je pot počasno razvijala, da sem dejansko se bolj posvetil kettlebellom kot rokometu in iz tistega dopolnilnega dvigovanja kettlebellov sem spoznal tudi šport kettlebell lifting in me je tisti naziv takrat, ko se mu je rekel Master of Sports, me je zelo prevzel. In sem se pač odločil, v rokometu sem vedel, kje je moj domet, pa nekako sem dosegel svoj maksimum, v kettlebellih sem mi pa kar veliko ljudi mi je rekel, da imam perspektivo in sem pol dejansko začel trenirati prav kettlebell lifting. S tem sem se ukvarjal od leta 2007-2008 pa do 2016, ko sem naredil zadnjo veliko svojo tekmo. Vmes sem pa tudi dobil povabila od različnih klubov, da jim pomagam pri fizični pripravi, ker konec koncev sem bil 16 let v rokometu, se na te stvari spoznam, tudi o tem veliko sem prebiral. Malo sem imel sreče, da so me eni vzeli, potem sem se pa tudi izkazal, tako da počas sem se potem nazaj bolj vrgel v treniranje športnikov, športnih klubov pa reprezentance. Se pravi, v bistvu, to je bilo zanimivo, ko si menil, da že takrat, ko si bil rokometaš, si veliko prebiral neke literature, pa to se pravi, si že takrat v bistvu začel iskati neke te dodatne stvari, da te ni zanimala zgolj tista neka obstoječa pot, ampak vse to v zadnje. To je res, ne. Jaz sem recimo hodil na gimnazijo Ljubljana Šiška in po mojem sem edini, ki sem vso literaturo iz knjižnice o treniranju športa prebral. In atletike, in dvigovanja teži, in košarke, karkoli je pač bilo povezano z odrivom, močjo. Res eno knjižnico sem izpraznil, pa če knjižničarka gleda, pač bom vrnil enkrat vse knjige, ene par jezikar še pravem doma. To se mi zdi tako dobro, ker v bistvu se mi zdi, da je to ena taka res osnova, da postaneš dober vrhunski kondicijski trener, ali kinezolog, ali vse te stvari, da imaš tisto žilico v bistvu po raziskovanju, da te zanima nekaj več. Da ni zgolj to, da si nekaj videl in zdaj se s tem sprijazniš, ampak da te v bistvu zanima, kaj je v ozadju vsega tega. Ne? Ja, to sem jaz tudi opazil, predvsem veliko stvari je, ko sem jih prebral, na ogromen tečaj sem šel, še zmeraj vsako leto se udeležim 2 ali pa 3 večjih izobraževanj ali pa kakšnih licenciram oziroma grem do kakšnega znanega človeka, da se od njega učim. Na koncu se mi zdi, da je pa pomembno izluščiti tisto, kar je dejansko koristno. Zdaj to je težko narediti po 1-2 dneh, ampak je treba probati na sebe, pa pol vidiš, kako se tvoje stranke, tvoji atleti odzivajo na to, kakšen dejansko je to nek korak naprej ali ne. Kettlebelli sigurno so, sploh če se jih, že na začetku sploh če se jih pravilno uporablja, potem pa če se jih tudi vključuje v treninge na način, da imajo nek smisel. Recimo jaz pri treniranju odbojkašic uporabljam zelo malo kettlebelle, ampak vem tiste 2 vaje, ki uporabljam, da pomagata pri igranju odbojke. Se pravi, v bistvu to, kar trenutno delaš, sploh ni kettlebell tiste glavno sredstvo, ki ga verjetno uporabljaš. Je verjetno neko dopolnilno, ampak verjetno... Ja, sigurno. Za treniranje vrhunskih športnikov je kettlebell zelo malo tistega, kar jaz uporabljam. Vem, da zelo veliko ljudi s kettlebellom pridobi stranke, ampak dejansko v vrhunskem športu je pri kettlebellu swing, tista vaja, ki z drugim orodjem ne moramo delati. Mogoče so kakšni snatchi malo bolj dinamični, pa balistični, ampak to sta tisti 2 vaji, ki sta koristne. Se obstaja še ogromno nekih vaj, ki jih lahko delamo tudi z navadno ročko, z olimpijsko ročko. Ten kettlebell ne dela razlike. Razliko dela pri swingih oziroma pri tistih vajah, kjer lahko med noge zamahneš, ker s palca to ni možno. Pa zanimivo se mi zdi to, kar si je omenil, da si želel, mislim, da si prebral vse knjige
ki so povezane z močjo, odrivom, z nekimi temi, ko bi rekel, pozitivnimi lastnostmi človeka, v katerem vsi stremimo. Ne? Se ti zdi, da je to tisto, kar nas, tebe tudi, ne, kot trenerja, ne, razlikuje nekako morda od drugih delavcev v, rekel zdaj zdravstvenem področju, ampak na področju izboljšave zdravja človeka. Ne. Ker mi v bistvu stremimo k temu, ne, ti si verjeten, zato vse prebral v knjižnici, ker si nekako obseden s tem iskanjem, kaj je zdaj tisto, kar človeka naredi nekako neskončno močnega, nekaj nesmrtnega. Za sebi sem probal zelo veliko stvari, ene so zelo boleče, ene so bile pač na tistem delu uspešne. Ne. Ampak ta filozofija, ne, tvoja, v bistvu kaj, s čem stremiš, ne, pri svojih strankah? Ja, moje stranke tudi vsaj na 3 različne vrste ljudi, ne, populacije, oziroma ciljev, katerih imajo, ko pri meni trenirajo, ne, oziroma zdaj je še več, ko se vključil tudi 2 trenerki, kjer gre malo za preoblikovanje telesa, pa tako ne. Sam sem pa, recimo, najbolj raziskujem to, kako biti, tako kot si omenil, čim bolj močan, čim bolj eksploziven, čim hitrejši. Ne. To so pač tiste lastnosti, katere sem pri rokometu rabil, in na to se najbolj spoznam in to se mi zdi, da še zmeraj v večini športnikov oziroma športnikov to najbolj potrebuje. No. So to tiste lastnosti, ki delajo razliko. Ja. In si ki opazil, načeloma ti pravi, da sicer trenutno delaš bolj sa športno populacijo, ampak v tvojem centru imaš tudi splošno populacijo. Večina je splošne populacije, ki hodijo na vadbo mogoče zaradi dobre energije v telovadnici, med sabo, kako so povezani, meni mogoče zaupajo. To so ljudje, 80% takih, ki prije, da se boljš počutijo. Zdaj, kaj njim dobro počutje pomeni? Ne? Enim dobro počutje pomeni, da je utrujen po treningu, enim dobro počutje pomeni, da je malo shujšal, da je malo močnejši, imam neko tabelico, kjer vidijo, a so pomoči napredovali. Sprav, vsak se v neki stvari prepozna, tist, ki se ne prepozna, najde pa pač drugo telovadnico, v kateri se bo dobro počutil. To je vedno tako. Tle me tako čisto zanima, recimo, ko si tudi omenjaš te različne skupine, malo mogoče, kako si sploh tako, recimo, zamisliš nek trening ali pa nek cikl v treningu. Ne? Pač, imaš približno neko skupino pred sabo, pa me zanima, kako te vaje, ki jih postavljaš. Vsi vemo pač ta dilema, potem imaš že v glavi ponovati neko progresijo, regresijo, eni izbirajo čisto po drugem sistemu vaje, izberajo, ne vem, vaje zato, ker se gledajo cool na videu, pa vse te pripomočke. Mogoče malo, kako si v bistvu vse to sploh zamisliš, da neko tako celoto potem sestavljaš, pa nek cikl narediš. Zdaj tako, jaz nekako ljudi probam spodbujati, da naredijo pri meni tisto uvodno delavnico, da gremo skozi osnovne vaje, da vidim sploh, če so primerni za v skupino. V skupini probam čim manj tehnično zahtevne vaje, da sploh na tistem, kjer so visoko intenzivni treningi. Tam probam ostajati na puls dvigniti na napravah, oziroma burpee je pač vedno taka vaja, ker ti digne puls brez, da lahko veliko škode narediš. Ostale vaje dajem pa take, kjer lahko trener kontrolira še zmer, tudi če je večja skupina, recimo, da so kakšni predkloni, to razdelim, a ne tako pazam na takih, da se mi kdo ne poškoduje. In glede tega na skupinskih vadbah skoraj ne prijemo. Mislim, valjda se zgodi kakšna stvar, površnost ali pa pretreniranost. Po drugi strani pa športniki, ki pridejo, tam je že malo bolj individualno potrebo z njimi delati, sploh če so kakšni mlajši ali pa po poškodbi. Se pravi, prvo jih je treba pripeljati do tega, da lahko spet normalno funkcionirajo. Za tisti program, ki ga imam v svojem centru, probam sestaviti program, jaz imam 3 osnovne vadbe, ena je vadba s kettlebelli, to pač bolj pa ne, že gre za tehnike dvigovanja kettlebellov. Druga vadba je dvigovanje moči in tretja vadba je kondicija. In jaz pol probam tako narediti, to je 2-krat na teden vsaka vadba, 6 treningov, 14-tedenski plan imam, tako da če nekdo hodi vsak dan na trening, da se mu trening ne ponavlja, da se mu energijski sistemi ne ponavljajo, da se mu mišična skupina ne ponavlja večkrat zapored, to sem rabil nekih 7 let, da sem ta sistem dal ven in zdaj ga bolj pa ne spremenjam. Vse to v bistvu nekako všeč, se pravim, prej drugače sicer osebno ne poznam, ampak nekako všeč mi bo to, da nekako nisi podlegel nekim tem trendom, kar se tiče vadb, ampak nekako, da imaš neko svojo filozofijo dela. Vsaj kolikor se te spremlja prek različnih zadev, samo vedno občutek, da imaš nekako začrtano, tako kot si zdaj rekel, da ni pač kar tako malo naključno, danes bomo delali to, drugič pač uleti na nekaj čist drugega.
To je res. Zelo, enim je malo control freak. Ne res hočem imeti zadeve pod kontrolo, to se, kar se tiče in skupinske vade, tiste bi lahko res dejansko iz YouTube ali pa iz interneta dol vleko treninge. Sam se mi pole zdi, zakaj bi nekdo k meni hodil, če to lahko nekdo drug. In tle probamo stati pristen. Se pride obdobje, recimo okrog novega leta, to je bilo zdaj, ko jaz vem, da ljudje niso najbolj redni na treningih, so službene zabave, tako drugačen, takrat tudi jaz nimam več kontroliranih treningov, ampak nekako probavam nove stvari. Poslej treninge zapišemo, zdaj imam 2 super trenerja, delata z mano in se posvetujemo, kako sta ona da videla trening, reakcijo od stranke in potem obdržimo trening, ali ga črtamo, ali ga prilagodimo. Ampak potem to vključimo spet noter v sistem pade. Tako da dejansko je ta nek sistem, ki ga imam, dinamičen, pustim, da zraven pridejo določene stvari, v katerih vidim smisel, ne samo zato, ker so popularne stvari, ampak zato, ker dejansko sem na sebi probal oziroma dobim dober feedback od strank nazaj. Kako se pa kaj mogoče, danes tudi pri nas na vadbah vidimo, da v bistvu velik delež populacije, ki sicer je zdrava populacija, uradno zdrava, ima skoraj vsakdo danes že neke, ko bi rekel, malenkostne težave, ki se potem pokažejo na vadbi in tudi pri nas opažamo, da težko je nek splošen program, kar tako aplicirati na vse, ampak je v bistvu treba znati te pripomočke, ki jih imamo, pa tudi vaje, individualizirati. Zdaj, kako si pa ti kaj, ne vem, kad ti kakšna stranka kaj pojamra, da ne vem, kaj boli hrbet med vadbo, ali pa da ne vem, boli rana, ali pa karkoli. Kako v takih primerih odreagiraš potem, ne vem? Zdaj, tako, če je to neka skupina, otečena, smo mi tudi zmenjeni. V skupini jaz pustim trener, da lahko tudi zraven trening dela. Prav, nekdo, ki je v skupini, je zase odgovoren. Trener tudi dela trening? Lahko trener dela zraven. Ne v vsaki skupini. Recimo, če so neki začetniki, pol trener more padati skupino. Ampak to pri meni, recimo, 60-70 ljudi trenira že 6-7 let. In da trener tam stoji, pa jih gleda, se mi zdi bolj, da se trener vklopi noter, ker tudi ljudje vidijo, če trener dela trening, tudi trener zaupa temu programu. Vedno je to tako, to niso tehnično zahtevni treningi. Oziroma, recimo, jaz poznam skupino za vsakega, ko pride v mojo telovadnico, vem, kaj lahko dvigne, koga boli, alternativno vajo, recimo, če nekdo mora delati počepov, že takoj v štartu mu povem, kaj bo delal namesto tega. Če se recimo vrne kakšna po porodu, sigurno ne bo delala istih vaja, lahko po stran postavim, oziroma predlagam, da se dobimo enkrat bolj na individualni obravnavi. Je pa spet tako, Gymov v telovadnici v Sloveniji je vsaj 100. Se pravi, tisti, ki se je v tem sistemu prepoznal, bo v ta sistem noter hodil. Nekateri rabijo tudi bolj tak, kako bi rekel, prostor drugačen. Recimo, ta vaš prostor je čisto drugačen od mojega. In če jaz pripeljem moje stranke, sem vprašanje, kako bi bili zadovoljni in obratno. Mogoče se kakšna moja stranka tukaj najde, pa kakšna vaša pri meni. Mogoče smo že tudi zamenjali kakšne, pa sploh ne vemo za to. Ampak jaz mislim, da vsak si najde neko svoje okolje, v katerem se v redu počuti. Ja. V bistvu tam sem prej, ki si omenil, tudi zasledil, si rekel, da imaš na začetku predno nekoga dažo vadbo, da ga probaš skozi neko delavnico, oziroma to imaš kaj, v bistvu tam, da na začetku malo pogledaš njegove gibalne vzorce, v bistvu, ali jih upeljaš v neke te osnovne stvari, kako to kaj izgleda? Mi testiramo, najprej, če je bila kakšna težja poškodba. Potem probamo gibljivost, največkrat se mi prsni del ramenski obroč, če zna narediti počep, potem je pripravljen, da lahko začne uporabljati kettlebell. Zdaj pri nas je na teh kettlebell vadbah, če ne znaš to uporabljati, ne moš to trenirati. In v začetni delavnici preverimo, če zna v predklonu delati za veslaje, preverimo, če zna sploh predklon narediti, počep, so pete na tle, grejo kolena na razen, vse te stvari, ampak zelo se spuščamo v to, da se nauči uporabljati kettlebell. Zdaj v 3 urah to ni mogoče, tudi z mano 180 minut, noben se ne bo navadil pravilno delati s kettlebell, ker če jaz pridem v Rusijo, mene trener gleda pa reče, da ne znam trenirati s kettlebell. Tako da probamo jih naučiti, da znajo pravilno delati swing, da znajo lepo varno naložiti kettlebell na svoje telo, da niso vsi potovčeni, da jih ne boli tle, ne boli rama, potem fiksacija gor nad glavo, pol pa počas skozi treninge. Recimo nekoga priključno skupini, prvih 5-6 treningov se trener več z njim ukvarja. Ampak je to tako, jaz nimam ogromnega nabora vaj. Lih iz tega vidika, ker se mi zdi, da je bolj, da v tistih vajah, ki so, ki jih vidim koristne, napreduješ, kakor da dodajamo neke nove vaje, zaradi tega, da dajemo v trening nove vaje. Pa tisto vajo
Tiste majhen nabor vaj, ki imaš raj prilagodiš. Tako, če treba prilagoditi, oziroma jih pol, cikliziram jih ne, ker jaz lahko naredim plan za 3 mesece, ampak ne vem, 50-60 ljudi ne bo 3 mesece sledila enemu planu. Ja. To reče, se zelo strinjam s tabo, pa mislim, da Jure tudi, ker danes tako, ko pogledaš kakšno vadbo, pač je nabor vaj enormen. Pač mislim, vsakič si kar zmišljuje nove in nove vaje, pač samo zato, da še tista vaja je. Ampak v bistvu, tako, če pogledaš nek trening nekih, ne vem, vrhunskih športnikov ali pa kaj tazga, ker se dela za nek rezultat, je pa v bistvu vonati zelo enostavno. Čist iz stališča učinkovitosti. Ja, vrhunski šport je sploh zgodba zase, ne, tisto sploh nekaj drugega. Recimo, jaz probam ljudi zanimirati, da jim je trening zanimiv za ogrevanje. In v ogrevanju tudi pustim trenerjem, da si izmislijo kakšno svojo vajo, da dodamo noter kakšne stvari, ki jih jaz ne bi dodal noter, ne. Ampak so zanimive pa kakšno valanje po tleh, pa te ponašanje živali. Ja, razumem, da je tudi malo animacije. Tako, da je malo animacije, ljudem je to zanimivo, neki novi gibalni vzorci so, seveda se ne moreš poškodovati, če delaš vaje po tleh, ne, če si kokar toliko skoordiniran. Ampak potem pa, ko pridemo na glavni del, tam pa smo zvesti. Pa se, vsak je malo to študiral, ve, kateri so glavni pritek, potisk, gol, in zdaj pa iz tega regresije pa progresije delaš. Tle se mi zdi, da ima tudi eno drugo podobnostnost, zdaj tako, ki so pazil. Pri nas tudi veliko stranko, v bistvu preden jih opeljamo te naše terapevtske vadbe in vse to gre isto skozi nek tak podoben protokol, s tem, da pač malo različni cilji na koncu mogoče, ampak zelo podobno, se pravi, preden nekoga nekam pošleš, da ga saj malo upelješ, vse sigurno tudi mi se zavedamo, da ga v tistih 2 urah ali pa kakorkoli imaš, ne moreš vse navadati, ampak čisto, da ni vržen čisto naključno zdaj v neke vaje, ker se mu tudi sanja nekaj bi zdaj mogel narediti. To ne pustimo. Recimo, imeli smo nekaj časa pri nas, da je prvi trening brezplačen, ampak to je tako, kot da grem jaz delati operacijo oči brezplačno. Ne znam, in zdaj smo rekli, ok, treningi, ki mu rečemo fat burner, dejansko si tam moraš znati veslati na tekaču, tja lahko prideš pogledati, če res hočeš, ampak za vadbo smo mu rekli, obvezni so te 3 treningi, da sploh preverimo človeka, kakšen je. Ja, vse to je super, ker mi smo tudi v bistvu bolj gremo v smeri, da naredimo brezplačnih posvet, se pravi, da se z nekom pogovoriš, to ne moreš ga pa vršiti nek trening včasih, ker je pa pač problem, ker je potem samo lahko cela zmeda nastane z tega. In rajš skozi pogovor, mogoče probaš izvedeti njegove cilje, zakaj si sploh tukaj znajdel, kje so njegove težave, pa ga popeljati skozi nek sistem. To se mi zdi foloredo. Ker si prej omenil ciklizacijo, tudi opažam, da vsaj meni se zdi dosti napaka, da se dostikrat preveč, tudi programi preveč komplicirajo, sploh za začetniki, ker sem videl sploh na začetku ta progresija pa adaptacija na vadbo, pa na stres vadbe, je v bistvu toliko hiter, da praktično ne rabiš nekih posebnih deload in load weekov, torej tednov ali pa kakšnih procentov računati in podobno. Da se mi zdi, da tukaj se tudi dosti dela neke zmede. Tle preveč, to je spet ena stvar, ki je zelo popularna. Številke, ljudje to pritegne. Ja, to ljudi pritegne, številke so vedno zanimive. In zdaj skozi to delati trening, skozi številke je za nekoga mogoče komu to paše. Taki zelo analitične osebe, taki, ko imajo zelo radi vse. No, tle pa ena zanimivost, to sem hotel tako omeniti, Christian Thibodeau, to je trener. On je, malo sem imel srečo, da sem se lahko z njim zelo tako pogovarjal, ker je precej drugače zategnjena oseba. Ampak jaz sem pa na letu, jaz sem tle v tem področju vedno več sreče ka pameti. Lih takrat, ko je Charles Poliquin umrl, njegov mentor, sem jaz nekako začel te neurotype system študirati, se pravi, kateri neurotipi so, kako določen tip človeka, osebnosti odreagira na trening. In takrat je bil zgleda res tako žalosten zaradi Poliquina, jaz sem ga čisto vprašal in se je kar razgovoril, čisto se mi je odprl in celo noč so se pol pogovarjali. In dejansko, analitični ljudje so taki, ki bo tak trening pritegnil. Ampak iz njega boš pa težko karkoli več manj dugo. Se pravi, on bo v teh cifrah svojih živel in to je super srečen. Lahko za 1 leto program naprej napišeš in bo delal ta program. Bo delal topike. Recimo nek, kaj pa dopaminar, se pravi, mora to imeti, ali pa adrenalin, 2 tedna, da mu napišeš program naprej, pa ga ne bo delal. Ampak se mi zdi, da iz takovega stališča na koncu vsem moraš znati slediti
pa naučiti človeka, da zna slediti tudi svojemu občutku. To je vedno, na koncu je vedno to. Tudi recimo, zakaj ta ciklizacija, to sem jaz res naštudiral, pa kompliciral sem jaz tega, tudi enih planov napisal, ki jih pol noben ni do konca slediti, ne. Ker tudi recimo, kako si rekel, na začetku si hitreje adaptiraš, na koncu malo počasneje, pol pridejo samo še vrtenja, si dejansko na mestu, kako boš zdaj nekoga zanimiral, je skoraj iz treninga v trening potrebno to, ne. Jaz najbolj ugotovil, koliko je treba posplošiti zadevo, ko sem prevzel vlogo kondicijskega trenerja v rokometni reprezentanci, koliko je tam treba posplošiti. Ker jaz sem si pripravil plan, kako bomo zdaj to mi trenirali, sem poklical svojega mentorja na tem področju, dr. Primoža Porja, je rekel, starki stramrš, to tako ne dela, ne. Ti moraš imeti pripravljenih 5-6 vsebin, tisto, kar ti bo rekel glavni selektor, tisto se bo takrat delal, probaš biti čim boljši, nekako spraviti igralke na isti nivo. To je tvoje delo kot kondicijski trener v reprezentanci. Ne. Izven tega, ne, recimo, če reprezentantke hodijo k meni na trening, tam se drugače pol dela. Ne. Tudi v klubu. Ker imaš več časa. Več časa, saj čas je tisti pol, ko te tudi spoznaš igralka ali pa igralca, da lahko se malo pogovoriš, da vidiš, kje so sploh deficiti, v katerem delu sezone je, kaj je sploh problem. Ne. Recimo v odbojki, kad delam zdaj že 4. leto, nikoli nismo šli iz plana čez. Ne, jaz bi lahko naredil en plan in ga prodajal, ali je šlo dobro čez ali pa ne, ampak vedno se vidi odziv od igralka. Ne. Tudi igralke, recimo, s katerimi sem delal na začetku, so bile stare tam 17-18 let, ne. Zdaj imamo profesionalno ekipo, odziv profesionalne igralke, ki ima otroka doma, ali pa, ne vem, ne, tujke na trening je drugačen. Ne. Tako da pol vidiš, da dejansko neko pisanje programov je zelo taka nevarna stvar lahko. Pa v bistvu bolj stremiš k temu, da znaš nekako, jaz temu rečem, človeka narediti samoodvisnega. Torej, da tudi tvoj športnik razume, v bistvu, da ni neka učica v tvojih rokah, ampak da si ti v bistvu njegov mentor, bolj kot pa nek trener. To je ful dobro. Mi imamo z odbojkašicami, imamo res odličen odnos, ne, tudi s trenerjem se slišimo na dnevni bazi skoraj. Njihova kapetanka je pač igralka, liderka ta prava in jaz pač njo vprašam, dejansko, kako se ekipa počuti, a ne na podlagi tega, kako so utrujene, ampak je zelo fair in tudi ona spodbuja, da trdo treniramo, ne, takrat, kadar je treba in potem znamo spustiti. Ne. Tako da gre res prilagajanje, cilj je pač jasen, zmaga na koncu, ne, ampak zdaj pa, če treba vmes malo spustiti ali pa vmes malo galamo narediti. Recimo, kakšen trening je totalno nesmiselen v smislu, ne vem, stresa, adaptacije, česarkoli, fizičnega. Pride trening, ker moram jaz punce čisto miriti ali pa punce raztresti. Ker ne sme biti stresa, Ali pa ker mora biti stres, ker vidim, da spijo, ne, da že 2 tedna spijo in takrat se naredi trening, ki je totalno nekontroliran. V smislu intenzivnosti ne more se sicer poškodovati, ampak recimo dam jim žogo, ki je lahko meče v tla, da poka, da se zbudijo, a ne, to trening nisem ga jaz napisal, ne vem, avgusta. Trening, ki sem jaz en večer prej se odločil, da ga bom naredil. Ne. Vsi teh ekipnih športih je tako kar izziv, v bistvu, držati neko pripravo, ki je sezona dokaj dolga, verjetno. To je v ekipnem športu, recimo jaz lahko vem zadnjih 8 tednov, ko smo jih imeli pred finalom pokala za odbojko, ko so pol tudi punce zmagali, ne, je bilo tako, sreda, sobota, od tega vsaka druga sreda gostovanja v tujini. To pomeni, da so v torek šle, v sredo igrali tekmo, četrtek po 5 zjutraj prišle domov. V torek ni bilo treninga, sredo ni bilo treninga, četrtek ni bilo treninga. V petek smo naredili, kar smo lahko, da so v soboto igrali tekmo. In to 8 tednov zapored. Po 8 tednih je bilo pa finale pokala. In zdaj, če si iskreno neki velik takrat verjetno... Takrat ne še mora delati. Takrat je treba samo paziti, to pa sem opazil. Velik trenerjev se v takem obdobju boji uporabljati teži. Meni se pa zdi, da je to edina stvar, ki dejansko lahko delaš. Kondicije nimaš kaj delati, so že tako utrujene, prehrane ni, spanja ni. Edin kakšna aktivacija. To, aktivacija. In aktivacijo pa težko delaš brez uteži. Mi smo dejansko delali 2-3 vaje, ki so jih punce obvladali, zaupajo mi. Delali smo počep do klopce, zaradi ker se zelo težko narediš kakšno veliko napako, sploh v tem, ker smo že veliko prej tega vadili. Aktivacijo ramenskega obroča, kakšne skoke. In to je to, čisto samo to, če bi pogledal, jaz si pol treninge zapišem, če bi še zdaj analizirati dejansko, je to 3 vaje. 3 vaje. Kaj pa bi rekel, kje so te pomanjkljivosti nekako, ki si ti to kondicijski pripravi pa športniki, kje so nekako pomanjkljivosti v našem športu, v športnih panogah,
predvsem pri fuzbalu, no, pri nogometu se mi zdi, da je najbolj opazna ta razlika v kakovosti fizične priprave, no, ko igrajo recimo kakšna slovenska moštva s tujimi moštvi, pa v bistvu vidiš, da na koncu zmaga tisto, ki je bolj kondicijsko pripravljeno. Čisti iskreno povedan je nogomet šport, ki ga najmanj spremljam na ta način. Okay, to sem dal samo tako primer, pač to se najhitreje vidi, koliko si fizično nekako. Jaz to lahko rečem, največ vem o rokometu, pač najdel sem noter, poznam fante osebno. Naš direktor reprezentance Uroš Mohorič je naredil, mislim, na svojo doktorsko nalogo, koliko je dejansko se da fizično natrenirati, pa koliko je genetika pomembna. In zdaj so naši prejšnji teden igrali 2 tekmi rokometaši s Francijo. Vsi Francozi so veliki 1,97 m pa 105 kg imajo. En dan drugega, kada so jih iz izga kaluta. In dejansko proti tem je zelo težko igrati. Se mi imamo taktiko, tehniko, smo mi po mojem najboljša reprezentanca na svetu. Težko je učitati slabo fizično pripravo. Ne gre. In tudi vidim pri odbojki, če ena punca velika 1,85 m, ena pa 1,75 m, ne moreš reči, da je fizično slabo pripravljena, če ne more zblokirati na igralke. Je pa res, to pa sem opazil, in tle gre kritika trenerjem, da se zelo bojijo razvijati maksimalno moč. Tega se pa bojijo in jaz res ne vem zakaj. Kaj je tle tak problem? A ne zaupajo sami sebi? Ali res ne verjamejo ali pa ne vejo, koliko je ta stvar zelo pomembna. Je možnost napake je sicer hujša. Je možnost napake. Zdaj, ko mi govorimo o športu, kjer se vrtijo velike vsote denarja, bi mogli to znati, seveda. Bi mogli to znati in tudi zavedati se tveganja. Zavedati se tveganja, da je možnost tudi poškodbe, sicer ni fajn, da se to zgodi v fitness centru oziroma kondicijskemu trenerju direktno, pač če se zgodi, se lahko zgodi. Lahko se zgodi to na terenu, ker če nekdo, ne vem, za 20% močnejši, kot je bil lansko leto, so to 20% više sile. Zdaj, so to vezi pripravljene, so se sproti adaptirali. Zahteva, ampak vprašanje je to sploh možno adaptacijo narediti, ker vemo, kako je. Ti kot kondicijski trener dobiš ekipo, lahko rečeš glavnemu trenerju, danes pa ne laufati, ker sem jaz naredil to, pa kaj pa glavni trener na fuzbalu dela, z glavo cel dan igra. In se dostakrat se zgodi, da so igralci tudi utrujeni, ker ni bilo prave komunikacije. Zdaj, način življenja, je tako, 22 let strfen dobi ne vem koliko 1000 evrov plače, verjetno ne bo šel spat ob 10 zvečer. In tle pol pride, dejansko je bil trening super planiran, počitek je bil super planiran, sam počitek ne moreš biti zraven njega, pa mu reči, zdaj pa spi in 8 ur gleda, če res spi. Tako da iz obeh strani, jaz mislim, da trenerji bi mogli več podarjati maksimalni moči, ker iz tega pole se izvaja in eksplozivnost in hitrost. Tle se mi zdi drugače, ker sta to zdaj debatirala malo po poškodbah, ampak sej po eni strani tudi meni se neka stvar, lahko bi zdela podobna, da se mogoče bojijo tega, ampak je pa cel kup nekih drugih sredstev, ki so za poškodbe ravno toliko nevarni, ali pa še celo bolj nevarni. In včasih se nekdo boji tega, ampak čeprav, to sva zadnjič mi je govorila, v bistvu vadba moči je drugače, po eni strani neko zelo kontrolirano okolje. Če si ga lepo postopoma pelal, v bistvu je ta čez tehnično dobro učenje. Ker ga ne boš ga ne boš obremenil iz nule na maksa. Če si ga lepo pelal postopoma, je v bistvu ta strah velika zelo odveč. Najbolj znanstveno progresija lepo deluje glih tukaj. Nekontrolirano je tam, ko so neki hitri mladni. Ne, samo tako, kako si rekel, če nekdo maksimalno močan, to pomeni, da tudi mišične mase kar nekaj, kvalitetne, normalno. Jaz se veliko raj bi zaletel v nekoga, ki ni treniran, kot v nekoga, ki je treniran. Mislim, vem, kaj bo bolel, enka ima 100 kg, pa enka ima 80. Tako da iz tega vidika je pa ena stvar. Tle gre pa zelo kritika na fitness, ne bom da rekel jih na fitness zvezo, ampak na fitness industrijo, ker se meša v šport. In v šport prihaja 1001 pripomoček. In tle je zdaj tako, a imajo igralci čas se sploh učiti uporabljati te nove pripomočke, a so te pripomočki toliko zelo dobri. Recimo TRX je za super zadeva za nekatere stvari, recimo nekdo, ki ne more izvajati veslanje v predklonu, ga lahko izvaja na TRX-u, plus je stabilizacija trupa. Super. Ampak zdaj treba ta TRX uporabljati 6 ali pa 7 vaj na TRX-u, zaradi tega, ker je bil zraven še DVD. Je zelo velikrat vidim igralce iz prve slovenske lige, ki pridejo, pa ga vprašaš, kaj ste delali pri kondicijskem trenerju, pa ti našteje 6 vaj na TRX-u, 7 vaj z elastiko, pa veš, kaj ste pa za moč delali, vse TRX tvojah. A veš, kaj je TRX dober za športnike? V hotelski sobi. Ker nimaš pripomočke. Elastike, to so super. Tukaj, ko pa imaš vse pripomočke, je pa TRX več ali manj več. Recimo, valjda mi gremo na priprave z rokometno reprezentanco, mi nimamo svojega tabora.
kar jaz prenesem sabo, to imam. No se to je pa, takrat so elastike, fajn, ter sem, ampak itak v tistih 10 dneh jaz ne moram razvijati maksimalne moči. Ne, to samo to, da ohranjaš, to pa si naredil. Tako. Kar je pa prej tega, pa tako, imaš svoj prostor, v katerem imaš stvari, in tle zelo veliko poudarka mora iti v to smer, da se začne trenirati maksimalno močno. Tle smo nekako pri tem, ker smo v bistvu že tudi prej govorili o tem, da se ne komplicira. Da v bistvu, točno to, kar si zdaj omenjal, 6 vaj na TRX-u, 13 na elastiki, pa še 6 nekih primočkov, ki jih še videl nisi pa delaš, ko so v fitness industriji, pa smo večne, da obstajajo. Preveč komplikacij včasih. Tle je prišel iz tega, da so trenerji fitnessa, ampak zdaj fitness je tudi zelo širok pojem. Ne smemo vsi vsti, pa še sem tudi skozi fitness prišel do tega, kar zdaj delam. Ampak, da se jih meša v profesionalni šport, tle pa mal treba. Jaz sem recimo zdaj, ko smo imeli tole kondicijsko treniranje, usposabljanje, tudi videl, da tudi profesori, ki razlagajo, še zmeraj te starejši profesori, ki so na fakulteti za šport, so kakšne stvari, ki bi pa počas lahko že šle v zgodovino. Šle v zgodovino. Pa ne zaradi tega, da se ne bodo narobe slišali. Jaz sem se od teh profesorjev zelo veliko navadil, sploh iz vidika, kako kontrolirati veliko skupino. In narediti kvaliteten trening, ker tam je bilo tako, tam nas je bilo, 16 fantov, ker nismo prišli biti tih tja, smo se prišli, sploh če smo bili praktično. Dejansko nas je profesor kar naenkrat, brez da bi glas dignil, smo trenirali. Metode, ki so pa mogoče, ne bom rekel stare, ker stare metode še zmeraj dobro delajo, ampak niso primerne za dotični šport, da tako rečem. Pa se ti zdi, ko se omenil te metode, da prej si mi omenil, da kaj novega v bistvu ne moreš poštudirati, lahko samo nove marketinške pristope poštudiraš, pa nov celofan zavijaš, nekaj, kar je že v bistvu skozi v neki kulturi znanja. Samo lepše embalaža. Lepše embalaža. Ker tudi jaz načeloma sem dosti zagovornik tega, da v bistvu nekako človek čez stoletja najde neke metode, s katerimi lahko trenira ali vzdržljivost, ali moč, ali eksplozivnost. Tudi pripomočki so v bistvu te od kettlebellov do olimpijskih palc, so načeloma sicer danes fancy, lepi, ampak so v bistvu dosti stari pripomočki, uteži so obstajali že dolgo let nazaj. Kaj misliš, da v bistvu tudi v prihodnosti se kaj dosti ne bo ta naša panoga razvijala, ali bo v bistvu znanost potrjevala v bistvu vse, kar že obstaja? Jaz mislim, da je dovolj to, da bo znanost potrdila to, kar je že znano. Sej pride kdaj kakšna malenkost, ampak raziskava, nekdo je naredil, ta Tabata sistem, ki je prišel, pa so ga pol nadgrajeval v sekunde in tako naprej. Malenko se te stvari izboljšajo, ampak recimo za hitrostnega drsalca na vrhunskem nivoju je to pomembno. Zdaj pa koliko je vrhunskih hitrostnih drsalcev, katerim bo točno ta sistem pomagal. Če se mi vržemo v neko raziskavo in hočemo nekaj dokazati, bomo to dokazali. To je vedno tako. Enak gre za prehrano, enak gre za to. Če se vržemo v prehransko industrijo, sledimo ta dieta, pa una dieta, pa tretja. In enak je na koncu vedno pridemo pri dieti manj žri. Mislim, to je zelo grobo rečeno, ampak tako kot ta kolega Mario Samolec po zdravi pameti. Se pravi, na koncu vedno prideš po zdravi pameti, je treba, in isto je s treningom. Vključeš noter v trening tisto, kar je pomembno. To je mene prej, ko smo govorili o Pavlu Caculinu. To je bilo zanimivo. Je rekel tako, vedno vi morate narediti trening tak. Polovica treninga, ki stranki koristi, pa polovica treninga, ki stranki všeč. Vse, zanimivo. Ker če ti narediš cel trening, ki stranki koristi, pa stranki ni všeč, boš stranko zgubil. Če pa ti narediš cel trening, ki stranki všeč, mu pa ni koristen. Boš pa tudi enkrat zgubil. Tako. Se pravi, moraš zelo pametno moraš z vsebinami kako dodajati, se pravi, moraš vedeti, kaj je dobro. Seveda se stvari morajo dopolnjevati, ne smeš nekaj znanja je treba imeti, ampak treba je zelo pametno tudi na človekove možganje vplivati s treningom. Psiha, ker če nekdo vidi trening v štartu, da mu ni všeč, pa je lahko trening vrhunski, pa ga bo on naredil polovično, pa če trening polovično narejen, ni dosežen cilj. Pa si pa že kakšne take zadeve, ki si preomenil, zakaj včasih treba ogrevanje malo prilagoditi. Da še ti ga zanimiraš in naredi glavni del pol. Točno to. Točno tako, kot si hotel. Njih je treba zanimirati, dobro naredijo trening, zapomnijo se pa finisher, zadnjo vajo. Se pravi, to je tisto, s čemer ga ti zadovoljiš, trening si pa pol ti zadovoljen. Ti si pa vmes v sendvič zapakiral. Tako.
Skažemo, imaš kaj odnos, mnenje do teh, finišerjev, ampak teh intenzivnih vat, ko so zdaj zelo popularni, torej da vse v čim krajšem času, čim večjo utrujenost probaš doseči. To se mi zdi, da ljudje kar iščejo eni to, da so radi po treningu dobesedno mrtvi. Pa če jim to paše, jaz nimam nič proti temu. Meni tudi včasih paše, da sem po treningu dobesedno mrtva. Sploh zdaj, ne tekmujem več. Prej, ko sem tekmoval, je bilo to zelo tako, so mogli biti drugačne. Zdaj pa kakšen trening, se mi zdi, če je to v mejah normale. Tle recimo CrossFit, ki je bil popularen, tam je bilo tako, tam je bilo olimpijsko dvigovanje na čas, pa 21 ponovitev, to so nevarne stvari. Olimpijsko dvigovanje, 1-2 ponovitvi, pa pauza. Recimo, ko se je to dvoje začeli mešati, pač to dvoje ne gre skupaj. Recimo, če pa delamo tabato na veslaču, na airdynu, pa da se dvigne puls, dvigne laktati, tle ne vidim. Za nekoga, ki je zdrav, ne vidim nobenega problema. Problem je, če gremo iz takih visokih, na visokem pulzu, pa zelo utrujeni delati eno tehnično zahtevno vajo. Kompleksno. Tako, to dvoje se pač izključuje, tega jaz nikoli ne mešam v treningu. Drugače pa nimam nič, da bi rekel, da je kaj slabega, da so bootcampi slabi. Mogoče, ne vem, kakšen trener sestavi vaje, ki so, ali pa kombinacija vaj, da so res vratolomne, tisto pač povsod so taki in drugačni, ampak visoka intenzivnost, mislim, da s tem ni nič narobe. Treba je samo poskrbeti, da je varno okolje. Kadar pride do odpovedi, ker to pa tam pride, nekako do neke odpovedi. Odpoved, recimo na veslaču, odpoved ni nevarna. Do veslo vzleti. Ali pa kolo. Na kolesu pa, ne vem, airdyni so zelo zanimivi. Ne sme pa recimo do odpovedi prihajati pri mrtvem dvigu, tam pa vemo, kaj prvo odpove. Prvo odpove, navad, tako da to pa ne bi, To je problem tudi prej, ki si imel CrossFit, ko v bistvu tisto, kar se dogaja na tekmovanju, potem preneseš direktno v trening, ker je pa eni strani lahko problematično. Ker je drugo, tam je tisto je športa, to je pa potem... CrossFit, jaz mislim, da je bila ena boljših stvari, ki so si jo zamislili. Iskreno, ka meni ljudje še ne verjame, da to redi iskreno govorim, pač to ne bi rekel, če ne bi mislil. Ampak kako se je pa zadeva interpretirala, pa kam se je pa razvila, je pa problem. Tisti trenerji, ki so izobraženi od prej, imajo narejene licence, imajo izkušnje, imajo fakulteto, kakorkoli, dejansko so že prej delali CrossFit. CrossFit ni nič novega, razen ime je novo. Združili so vse skupaj. Ampak vse to smo jaz, ko sem igral rokomet, dejansko, če ga gledam treninga, jaz sem delal CrossFit. Ampak oni so tudi tako nekako posebej ločeno. Zdaj pa počasih pa vse v en trening se vrši. Mislim se, da mi, ko smo rokomet trenirali, bilo tudi veliko stvari v enem treningu noter. Bilo dvigovanje v teži in preigravanje soigralca. To sta že dva elementa v treh dimenzijah. Problem je to, ker se je začel CrossFit delati licence, ker si v 3 dneh se navadil olimpijskega dvigovanja v teži, celotno powerlifting, vse te vzorce, energijske sisteme, pa gimnastika, in to si se navadil in si dobil level 1 in si lahko prišel dobesedno iz ulice, plačal ne vem koliko 1500 €, koliko je v licenci takrat bila in si bil CrossFit licenciran trener. In potem pa delal kaj? Gledal si trening, ko so imeli headquarters, dole so bili treningi za ston in si to dajal strankam, piše sam nisi znal izvesti, stranka je pa to posle tebe učila in... Čeprav stvar je to popularno, da je dejansko zmanjkalo dobrih trenerjev in je poprašovanje bilo potem toliko, da so mogli nekje te trenerje dobiti. Seveda, poprašovanje je bilo tako, da si to lahko dovolj. Ampak zdaj, če vidimo, CrossFit na ta način več ni toliko zlo. Se pravi, če hočeš imeti CrossFit center, moraš tudi ponuditi rehabilitacijo, to je nekako že sramo. Pa tudi trenerji, tudi v Sloveniji, hvala Bogu, zakonodaja taka, da zdaj, če hoče biti CrossFit trener, moraš imeti vsaj funkcionalno vadbo, upravljeno to testiranje, ne vem koliko je ur, 180 ur, da se zadeva vsaj, da spoznaš, da vidiš, da ni vse sam galama. Tako da tle iz tega vidika mogoče malo pozan, ampak boljš pozan kot nikoli, da se to dime. Jaz sem še eno tako zadevo. Zadnjič sva z Juretem govorila o nekih teh timih, se pravi, sicer malo drugega področja, se pravi, z področja rehabilitacije, to zdravnik, fizioterapeut, pa kineziolog, to sodelovanje. Te bi bolj vprašal z tega drugega vidika, kondicijske priprave, kako sam, kaj vidiš to komunikacijo, ker tam so pa drugi tim. Je tudi seveda zraven potem lahko tudi fizioterapeut, ampak je potem še glavni trener, pa ti kondicijski trener, čas je tudi zdravnik še potem zraven. Kako pa tam, kaj poteka ta komunikacija, oziroma
Kako se ti zdi, da bi mogli to tako delovati, kam bi mogli stremeti? To je sigurno ena zadeva, ki se bo lahko v prihodnosti še nadgradila, verjetno. Ne? To je obvezno. Ne? Tle, recimo, jaz imam zelo srečo v dvojkarskem klubu Kalcit z glavnim trenerjem. Dobesedno na dnevni bazi se slišva. Kako so utrujene po treningu. Jaz sem naredil eno aplikacijo, sem naredil, kjer dejansko vidim, koliko so igralke utrujene. Po vsakem treningu mora povedati in jaz bolj, in vem, koliko so utrujene. To mi je super. Ena igralka jih vsakič vpraša in to imamo na drive-u. Tako da jaz dejansko vem, koliko so one zmatrane in pol jaz glavnemu trenerju sugestiram, koliko ne trenira. Je pa trener res dober karakter, da mi to zaupa. Ne, da mu jaz rečem, zdaj so utrujene, probi trening skrajšati za 30 minut in on to dejansko naredi. In jaz isto trening zmanjšam. In mi dva ogromno sodeluje tudi s kapetanko. In tudi v rokometni reprezentanci, kjer pomagam s kondicijo, ne, je tako, da trener, selektor je bil moj soigralec, sicer ima nekoliko starejši od mene, ne. In na začetku priprav vse dobiva, narediva nek okvirni plan, nikoli ne veva točno kako bo in se tudi vsak dan pri kosilu oziroma po večeri usedemo in pomenimo, kaj je kjera poškodvana, če treba s kakšno igralko individualno delati, ne, recimo ena se zvije gležen, ne more biti zraven, pade v moje roke, oziroma prej še v fizioterapeuta, da je on obravnava, pa jaz delam tisto, kar lahko z njo. Tako da ta komunikacija brez tega, mislim, da ni šans, da bi vsak svoje delal. Ja, to imaš res, ker je na tako zelo dobro okolje. Mislim, ker poznam te zgodbe, ko je bilo tako, pač te glavni trener reče, ti kot kondicijski nared, svoj posel, jaz bom naredil svoj posel in pa je ono, ti si jih že vničil, on jih pa ubije. Jaz na tak način tudi vprašanje, če bi se šel, verjetno jaz v takem kolektivu ne bi se delal. Težko zdržati. Ja, jaz ne moram, ker res hočem imeti kontrolo nad temi stvarmi. Ker tukaj si ti pa v svoje ime. Tako, točno to, ja. Ker se podoben primer se včasih pri nas pojavlja, pa to pač včasih, ne vem, včasih je dobro sodelovanje s strokami in je pa super, ne, včasih je pa isto pač to, jaz bom že upravil svoj del, vi naredite svoj del in pa je težko, če ni tega prehajanja znanja, ker je neko umestno področje prekrivanja, tako se prvo trening prekriva, tako se prvo neke stvari. Na koncu tudi, ne, kako pol to vse skupaj izpade, tudi, ne, recimo, da ti vidiš, da te nekdo ne zaupa, a ne, kako boste videli pol sodelovala, ne, tle je velika pol vprašanja, ne, in tle jaz vidim, da imam podporo strani glavnih trenerjev povsod, a ne, tako da je tudi užitek delati, ne, je lažje potem meni, ko vidim, da mi zaupa, lahko si prvoščem napako, ne, mogoče, ko vem, da če se bo nekaj narobe išlo, nisem tako na odstrelu. A ne, vsak lahko naredi napako, vsi pogledamo, zakaj je bila ta napaka pol narejena, ne, ali so igralke preutrujene, ali ne vem, kaj je šlo narobe, ne, ali jih nisem jaz dobro ogrel, pa imamo tam fizioterapeuta, dva isto mlada perspektivna in to je non-stop, ne, to je kolektiv, ki pač mora delati. Ne. To je dobro vprašanje, ne, ker kje se meni zdi, da prihaja največ do teh, trenj, ampak do preslabega sodelovanja, ne, tudi v teh naših panogah, je v tem, da se mi zdi, da vsak, verjetno tudi na tvojem področju med trenerji, ne, kondicijskimi, športnimi trenerji, da vsak nekako se sicer želi, ne, pravi, ne, če ga tako vprašaš, bomo sodelovali, sicer smo za sodelovanje, ne, torej v besedah sicer smo za sodelovanje, ampak koliko dejansko pa pride do nekega dejanskega dela, ne, pa vidiš, da ima vsak neko tak strah pred sodelovanjem zato, ker se boji za svoje stranke. Na nek način. Tudi ta konkurenca se mi zdi, da ljudje ne razumejo dosti, da nekako, če vsi naredimo nekaj boljšega, ne, da nimamo manj, ne, čeprav mogoče na kratek rok, mogoče imamo manj, ampak na dolgi rok za bolj kvalitetno skrbe strank, ne, imamo vsi več. Ja, to je čisto druga tema. Ampak reprezentanci, ne, tle gre za stranke, ne, tle gre drugače. Tle pač vemo, kdo je zraven, kdo ni, ne, tle edin, česar bi se jaz lahko bal, je to, da me menjajo. Ne, ampak če bojo mene menjali, se bojo oni to tako odločili, jaz hočem ali pa ne. Pa če svoje najboljše bom naredil, ne, če pač ne bom zadovoljil ali glavnega trenerja ali predsednika ali česarkoli, bojo našli nekoga drugega. Ne. To je druga stvar. Ne. Mislim, tudi na tvojem področju, našem področju se mi zdi pa to, da tudi dosti trenerov se mi zdi pa skriva nekako svoje znanje. Pred drugimi trenerji, boječ se, da ne bojo ok. Jaz mislim, da znanja več ni mogoče skriti. Da znanja ni mogoče skriti. Mislim, da jaz lahko lažem, da nekaj skrivam. Zakaj? Ne? Če jaz skrivam svoje znanje, bolj ne bom svojega znanja dal svojim ljudem. Kako ne jaz vem, da nekdo izmed teh, ki me trenira, ne nosi treningov ven iz moje telovadnice. Ne? Jaz imam v telovadnici napisane 3 treninge, vsaj 10 ljudi ta trening slika, ta trening lahko čak
Kaj ne, jaz pa njim rečem, danes vam pa ne bom povedal treninga, pa ne, mislim, jaz sem s tem dosegel. Je pa res, da recimo, da se neki trenerji mešajo v poslu drugih, to je pa zdaj že malo, zakaj to delajo, na kakšen način. Recimo vidim, mladi trenerji zelo radi pametujejo. To je kar ena taka zadeva, ki zna biti moteča včasih, mogoče smo se preveč s tem ukvarjamo, moramo nehati. Kar se pa konkurence med trenerji tiče, pa jaz mislim, da je to sam dober. Mislim, vse valjda, jaz nisem vesel, če nekdo od mene gre k nekomu drugemu trenirati. To bi moj failer, ampak to pomeni, da bom mogel nekaj boljšega narediti oziroma drugače narediti, ali pa je bila ta stranka itak že izgubljena. Se pravi, se je odločila, išče nekaj drugega, lahko je sledilec trendov, lahko se je naveličil, mojega odnosa, ker jaz nisem tam na treningih nasmejan pa animator, pač nisem tak. Nekdo pa to rabi. Zdaj imam jaz v svojemu trening centru imam pač 2 trenerja, ki sta popolnoma drugačna od mene. Ena trenerka, mlada, punca, energična, to non-stop in so že moje, ki so pri meni trenirali, nekateri raje hodijo k njej. In je to super. Imam tudi enega trenerja, ki tudi z mano dela dejansko že 16 let je skupaj, odkar sem jaz to začel, je že z mano. In ima drugačen pristop do ljudi, zdaj pa, če se kdo od njih odloči, da bo enkrat šel, to se zgodi. Jaz se pri konkurenci držim nekak načela, se verjetno poznaš Georges St-Pierre, da pač spoštuješ svojega tekmica, zato ker me definira. Ker ko nekdo nekaj boljšega naredi kot jaz, tudi jaz zrastem lahko, če se tega učim. Drugače bi še zmeril si sam sklice delal, če ne bi nekdo prišel pa zelo prevalj narediti. Mislim, treba je se izobraževati. Ja, super. Po mojem, da imam še ti kakšno tako modrost, ki bi jo vedeli? Modrost, to še nisem sčel. Ni kakšno vprašanje za najo. Ne, sam tako moram pa reči, da sem bil prvo hvala za povabilo pa to in da sem bil tako pozitivno presenečen, kako tale telovadnica zgleda. Jaz nisem vedel, da sploh imate telovadnico, spremljam vas že dolgo, predvsem iz zunanjih dejavnosti, aktivnosti, ki ste jih zunaj delali. Tudi kolikor ste mi razložili, kaj se tle dogaja, je tako zelo pozitivno okolje, lepa telovadnica in tudi strokovno, to je ful pomembno, ker lepa telovadnica zdaj ni to težko narediti. Res je narežiš. Ampak tako zelo strokovno, vse, kar smo se prej pogovarjali, mislim, da smo še več kot tlele. Stremimo k temu, Mi imamo sicer malo drugačen profil usmeritve, ampak bolj poškodbe in tako naprej, ampak se mi zdi, da neka filozofija je pa vse ista. Kako sem napisal, zakaj sem v bistvu se odločila, da te povabim kot gosta, ker se mi zdela neka taka filozofija, kateri mi stremimo, dokaj podobna na malo različnih področjih, ampak v bistvu... Različno populacijo skrbujemo, ampak pa želimo dati iste nauke. Tle mislim, da je pomembna res ta filozofija, da keep it simple. Zaupaj svojemu cilju, svojemu znanju. Tudi na nivoju, na katerem se lahko pogovarjamo, tle se že vidi, da ni to zdaj neka zadeva čisto osnovna, da smo oboje že dolgo časa v temu, da vemo, kaj delamo. Tako da take stvari, pa tudi taki podcasti, to so zelo spodbudne stvari, zelo pozitivne stvari, zaradi tega, ker več ljudi, ki bo to slišali, bojo tudi razumeli, zakaj se odločati mogoče za osebnega trenerja, zakaj, če te nekaj boli, ni treba počivati. Priješ doktorju, hrbet te boli, pa ti 3 tedne počitka predpiše, mogoče pa jih ta počitek kriv. Tako da ljudje spoznajo, da se je fajn obrniti, tudi na vaju, da obstajata na vaš center, zdaj tudi nekaj ljudi tudi zame slišali, da vejo tudi med kom zbirati, pa zakaj zbirati, da nismo vsi, da ne ponujemo vsi iste zadeve. Sam to me še zanima, da se jih omenimo osebna trenerstva, ker jaz opažam, da je nekako veliko bolj smiselno tudi iz strokovnega stališča in obenem ekonomskega, za stranko, da se dela raje v manjših skupinah, ne pa čist toliko 1 na 1. Ne vem, kako ti rad delaš, ampak jaz opažam vse presebno. Najraje delam v bistvu tako, da imam do 4 ljudi. 1 na 1 nekako je
se mi zdi malo preživeti model. Kaj ti misliš za prihodnost? Ne vem, to pa res ne. Jaz sem začel z 1 na 1, pa sem pol 3 noter v skupini, pa smo pol šli na večje skupine. Skaj pa ti raj delaš v bistvu? To je pa zelo odvisno. To je pa recimo na rokometni reprezentanci na 22 igral, ki pa ful rad delam tam. Tukaj v svoje telovadnici je počasih eden ali pa 2, pa tudi ful rad to delam. Včasih mi gre pa eden tok na živce, da je že eden preveč. To je res malo odvisno od energije od dveh ljudi, kolikrat z enim človekom delaš. Jaz vem, da če bi mogel celo reprezentanco gledati 3 mesece, verjetno tudi ne bi bil toliko zelo pozitiven, čisto vsakeč, kaj jih vidim. Mi se vidimo za 10 dni in to je meni noro, meni je tisto super. Recimo tle v Kalcitu imamo 12 igrav, to je že manjša skupina, vidimo se 2-krat na teden in to je vedno super. Nekatere stranke, ki hodijo pa k meni že 8 let, se pa 3-krat na teden videvamo, pa tudi ni več unga hajpa vsakič, ko se vidimo. Ampak pač jaz vem, kaj njim paše, enim prav ne paše, da se zelo veliko pogovarjamo. Jaz nisem tak človek, ki bi lahko nekoga treniral 3-krat na teden, 1 na 1 in se pa z njim pogovarjal o problemih, ki jih imajo, ne vem. Ker večinoma je tako osebno trenerstvo. Mislite, Ja, no točno to, to je en kolega, Goran Lorencin rekel, da pač on nima organiziranega varstva odraslih. In ta stavk je meni toliko fenomenalen stavk. Zato ti pravim, da jaz tudi delam tam do 4, zato ker se mi zdi, da 1 na 1 se doskrat pol sprevrže v nek dolg čas, kaj sam pogovor. To pač jaz ne želim. Ja, mi smo za to usposobljeni tudi z tega vidika. Radi delamo, radi vidimo neke rezultate in na tem področju smo pač strokovnjaki.